Želim govoriti o ljubezni. Ljubezen je potrpežljiva. Dobrotljiva je ljubezen. Ni nevoščljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli se pa resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Wow. Ta odlomek iz Svetega pisma je prebral Tony Blair na pogrebu princese Diane. Izbral je ta odlomek in ga na pogrebu princese Diane prebral. Resno, opis ljubezni, ki je tukaj, lahko rečemo, ali moramo priznati samo eno. Nobeden človek nima takšne ljubezni. In Božja beseda ali Sveto pismo tukaj govori o Božji ljubezni. Ljubezni, katero ima naš vsemogočni Bog. In z druge strani nam v bistvu to odkriva, kakšen odnos ima v resnici Bog do nas. Na eni strani opis ljubezni in na drugi strani odnos, ali s to ljubeznjo nas Bog ljubi. In kako nas ljubi Bog? Prebrali smo, ljubezen je potrpežljiva. Bog je z nami potrpežljiv. Bog je z nami, ali prebrali smo, da je ljubezen dobrotljiva. Bog je z nami dobrotljiv. Ljubezen ni brezobzirna. Bog ni z nami brezobziren. Bog je z nami zelo iskren in ljubeč. In daleč od tega, da bi mu bilo vseeno za naša življenja. Ne misli hudega. Ljubezen ne misli hudega. In ko Bog gleda nas in ko ljubi nas, on nam ne želi slabo, on nam ne želi hudo. Vse prenaša, vse veruje, upa, prestane. Njegova ljubezen do nas nikoli ne mine. Mnogi pravijo, če je Bog ljubezen, zakaj dovoli trpljenje? Bog dovoli velikokrat trpljenje zaradi tega, ker nas ljubi, ker je potrpežljiv, ker je dobrotljiv, ker nam želi dobro. In ko bi Bog večkrat direktno posegal v našo grešno življenje, bi mi morali umreti. Ker nas Bog ljubi, nas kliče in nam najprej razodeva svojo ljubezen. In ne samo meni, ne samo tebi, ampak ljudem vsega sveta. Prerok Jeremija doživi in spozna razodetje Boga. In Gospod se mu tako razodeva. Jeremija 31:3. Jeremija 31:3. Iz daljave se mi je prikazal Gospod. En posebni blagoslovljen čas, ko se Bog razodene prerokju Jeremiji. In kaj je prinašalo to razodetje? Z večno ljubeznijo te ljubim. Z večno ljubeznijo te ljubim.
Zato ti tako dolgo izkazujem dobroto. Z večno ljubeznijo te Bog ljubi. Mene in tebe. In še enkrat pravim, ves svet, kajti to je Božja ljubezen. Mi jo tolikokrat ne razumemo, tolikokrat je ne moremo dojeti, tolikokrat je ne moremo razumeti. Ker so naše želje, ker so naši načrti tolikokrat tako sebični, tolikokrat usmerjeni samo v naše življenje. Ali ne glede na to, Bog pravi, z večno ljubeznijo te ljubim. Ti je že danes kdo povedal, ljubim te? 1, 2, 3. Če ti ni še nobeden, tukaj smo prebrali. Sam Bog ti pravi, z večno ljubeznijo te ljubim. Z večno ljubeznijo te ljubim. Izaja 43:4. Izaja 43:4. Prvi del. Ker si dragocen v mojih očeh, spoštovan in te ljubim. Ker si drag v mojih očeh, spoštovan in te ljubim. Tako se razodeva Gospod proroko Izaiji in mnogim in vsem, tudi danes. Kako smo prišli sem? Moče z občutkom krivde, bil je težek teden. Marsikraj, Gospod, nisem storil tako, kot bi ti želel. In potem rabimo pol ure, da začnemo, Gospod, bodi mi milostljiv, slaviti Gospoda. Ali obstaja ena bližnica? Bog te ljubi in on te sprejema. Karkoli, kakršnokoli breme, občutek krivde, karkoli v tem jutru nosiš v svojem srcu. On ti pravi, spoštovan si v mojih očeh. Spoštujem te, ker te ljubim. Ljubezen je nekaj dobrega. Ljubezen je nekaj resnično pozitivnega, koristna za človeka ali koristna za človeštvo. Ljubezen je več kot občutek. Prava ljubezen pelje v dejanje. Ima moč, da spremeni slabe, uničujoče stvari v dobre, koristne, v izgradnjo človeštva ali v izgradnjo človeških odnosov. Božja ljubezen ima moč. In zaradi tega je Bog prišel na ta svet, da razodene svojo ljubezen in svojo milost. Da nam razodene, kako nas ljubi. In ljubezen je dejanje. Če mislimo, ko bom vedno samo čutil, da ljubim svojo ženo, potem bo velikokrat ta ljubezen zelo siromašna. Potem bo polno nekih luknj. Danes se dobro počutim, danes ljubim svojo ženo, jutri, ko bo slab dan, sem pozabil na svojo ženo. Ja, to je naša človeška ljubezen velikokrat. Ali Božja ljubezen je drugačna. Lahko spremeni moje in tvoje življenje. Spreminja odnose. Z ljubeznijo se urejajo človeški odnosi. Veste, danes na svetu ni največji problem gospodarska kriza, niti ne politika, ne vem. Največji problem danes so človeški odnosi. In Bog je prišel, da razodene svojo ljubezen. Da razodene svojo ljubezen.
Efežanom 2 od 14 do 18 preberemo. Pismo Efežanom, 2. poglavje, od 14 do 18 vrste. Kajti on je naš mir, on, ki je iz obeh napravil eno, s tem, da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo. V svojem mesu je odpravil postavo zapovedi v prepisih, da bi v sebi iz dveh ustvaril enega novega človeka. Spostavil je mir in po križu spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je v svoji osebi ubil sovraštvo. Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in mir tistim, ki so bili blizu. Kajti po njem imamo oboje dostop k Očetu v enem duhu. Ali apostol Pavel govoril o dejanju ljubezni, katero je Jezus na križu storil za vsakega izmed nas. Da bi mi imeli mir, ali da bi prišlo do ene velike sprave, ko sta Adam in Eva odšla od Boga, se oprla in šla svojo pot. V bistvu porušil se odnos med človeštvom in Bogom. In zato danes tako malo čutimo te resnične, iskrene ljubezni, ki prihaja od Boga, ker smo šli svojo pot. Ali Bog ni obupal? On je poslal svojega sina Jezusa Krista na ta svet, da nam ponovno razodene ljubezen, ali da ponovno gradi odnos z živim Bogom in tudi drug z drugim. In tukaj je govora o Jezusu in Pavel pravi, Jezus je umrl za celi svet. V tistem času nekako Židje so imeli sebe za Božje izbrano ljudstvo. In za vse ostale narode so imeli za pogane, brezbožnike, kateri so častili in malikovali. In Pavel tukaj pravi, da je Jezus prišel in spostavil en novi odnos. In da je umrl in za izraelsko ljudstvo, in da je umrl za vse ostale poganske narode. Zakaj? Ker ljubi vsakega človeka. Ker ljubezen gradi. In 16. vrsta pravi, in po križu je spravil oba z Bogom v enem telesu, ko je svoji osebi ubil sovraštvo. Zanimivo. Ko je Jezus umrl za naše grehe, ko je premagal hudiča, greh in tako naprej, tukaj pravi še odlomek, da je ubil sovraštvo. Jaz sem navdušen. Ubil je sovraštvo, ali to bistvo dela ljubezen. Ljubezen ubija sovraštvo. Sovraštvo ruši odnose. Ljubezen gradi odnose. Gradi odnose z vsemogočnim Bogom in gradi odnose drug z drugim. To je naš Gospod. Rimljanom 13:10 Božja beseda pravi, ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. Bog je prišel, ker nas ljubi. In danes mi moramo nekaj v našem duhu, v našem umu, če hočete, v našem srcu preklopiti. Ker bolj jaz govorim tukaj o ljubezni, bolj ste vi resni postali. Bolj, kot da je ljubezen neka čudna tema. Preklopiti moramo.
na Božjo ljubezen. Jaz danes želim poudariti, kako Bog gleda na nas. In tako Bog gleda, ko smo prebrali. In tako gleda vedno. Tudi tedaj, ko hoče v našem življenju nekaj spremeniti. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. Sploh ne obstaja dosti pravil in zapovedi. Obstaja ena. Jezus, oziroma apostol Pavel tukaj pravi, ljubezen je izpolnitev postave. Bog je vse storil za nas, ker nas ljubi. In danes, tem jutri in vsak dan nam ponuja. Ali želimo to ljubezen od njega? Kdo želi njegovo ljubezen? 1/3. Jaz tudi. Koga vse ljubi Bog? Preberimo v Rimljanom 5, 8-10. Rimljanom 5, 8-10. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega. Morda bi si kdo še upal umreti za dobrega. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj, ko smo opravičeni z njegovo krvjo. Kajti, če smo se po smrti njegovega sina spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. Božja beseda tukaj pravi, Bog je poslal svojega sina in Jezus je umrl samo za tiste dobre in pravične. Samo za tiste, ki pridejo v nedeljo v cerkev, na bogoslužje. Samo za tiste, ki vsak dan molijo. Tukaj beremo, da je Jezus umrl za grešnike. In grešnik pomeni zgrešiti cilj v življenju. Bog te ljubi in ti želi svojo ljubezen razodevati. In če nočeš njegove ljubezni, če nočeš, da on izpolnjuje tvoje srce, potem si zgrešil cilj v življenju. Umrl je za grešnike. Umrl je, pravi Božja beseda, za sovražnike. Jezus je umrl za tiste, ki so ga ljubili in mu sledili. Jezus je umrl tudi za tiste, ki so ga pljuvali, ki so se iz njega norčevali. In Jezus je umrl tudi za tiste, ki so ga na koncu pribili na križ. To je Božja ljubezen. In v 7. in 8. vrsti lahko preberemo še enkrat in pravi takole Božja beseda. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega. Morda bi se kdo še upal umreti za dobrega. In imamo v zgodovini človeštva veliko dobrih dejanj, ko so ljudje bili pripravljeni ali so pripravljeni umreti za svoje ideale, za svoje prijatelje. Ali 8. vrsta pravi, Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Jezus ni umrl za svoje prijatelje, Jezus ni umrl za nek svoj ideal, neko svojo pot. Ampak Jezus je umrl za sovražnike. To je Božja ljubezen. To je Božja ljubezen. In mene ta ljubezen navdušuje, da me Bog tako ljubi. 1. Janez 4:10
Prvo Janezovo pismo, 4. poglavje, 10. vrsta. Ljubezen je v tem, ne v tem, da bi bili mi vzljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. Ne, da bi mi ljubili Boga, ampak on nas ljubi. In zato je Jezus prišel na ta svet, da ponovno razodene ali razodeva to očetovsko ljubezen. In danes smo tukaj. In vsak nosi nekaj v svojem srcu. In Bog, ali Jezus, ali Sveti Duh ti v tem jutru pravi, jaz te ljubim. Jaz te ljubim. Jaz želim svojo ljubezen razodevati v tvojem srcu, v tvojem življenju. Jezus ti pravi, jaz poznam tvojo bolečino, ker sem sam kot človek šel skozi bolečino. Jaz poznam tvojo moče zavrženost, ker sem sam doživel zavrženost. In lahko bi še naštevali, kaj vse je Božja ljubezen bila pripravljena iti skozi, da bi mi spoznavali in doživljali Božjo ljubezen. A potrebujemo Božjo ljubezen? Amen. Kaj ima večjo moč? Ljubezen ali sovraštvo? Sovraštvo ima veliko moč, ko govorimo o uničenju. Ali ko govorimo, da se nekaj gradi, da se gradijo človeški odnosi, da se seje ljubezen med ljudmi. Potem ima moč samo ljubezen. Kaj ima večjo moč? Odpuščanje ali maščevanje? Ponovno rekel, maščevanje ima veliko moč. Ja. Maščevanje lahko veliko uniči. Ima veliko moč. Ali ko mi govorimo o ljubezni. Ali ko razumemo vsemogočnega Boga. Ko spoznavamo njegovo ljubezen. Tedaj nas ona vodi v odpuščanje. In Jezus je prišel in je svojo besedo, svojim naukom šokiral ljudi. Luka 6, 27, 28. Luka 6, 27, 28. Vam pa, ki poslušate, pravim, ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Wow. To so besede življenja. To so besede ljubezni. To so besede odnosov. In hvala Bogu, da Bog nas ne ljubi samo, ampak želi to svojo ljubezen razodevati v našem srcu in v našem življenju. In zato je Jezus začel učiti, ljubite svoje sovražnike. Delajte dobro tistim, ki vas sovražijo.
Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Ne glede, kaj je zgodovina človeštva prinesla. Ne glede, kaj je religije so prinesli. Ne glede, kaj je krščanstvo prineslo. Jezusova beseda je še vedno ista. In jaz verjamem in je treba verovati, ker Bog tako misli. In on lahko in želi spreminjati moje in tvoje srce na en način. In to je ljubezen. In veste, tukaj, kot da nas Jezus izziva. Poskusi ljubiti svoje sovražnike. In tukaj smo mi. Velikokrat nam odpove vso naše znanje, razvoj, teologija, filozofija. Tukaj smo zelo hitro razoroženi. Kajti ljubiti svoje sovražnike lahko ljubi samo Božja ljubezen. In če jaz in ti lahko ljubimo svoje sovražnike, je to tedaj, ko dovolimo, da se Bog svojo ljubeznijo dotakne mojega in tvojega srca. Samo tedaj. In obstaja upanje. Obstaja ljubezen. Rimljanom 5:5. Rimljanom 5. poglavje je 5. vrsta. Obstaja upanje, obstaja ljubezen. Ne obstaja upanje, ne obstaja ljubezen. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Upanje pa ne osramoti. Obstaja upanje, obstaja vera, ko dovolimo, da nas Bog spreminja ali izpolni svojo ljubeznijo. On v našem srcu začne nekaj spreminjati. Želi Božjo ljubezen dati v naša srca. Želi, da se naš odnos do Boga spremeni. In tudi drug do drugega. Galačanom 5:14, apostol Pavel pravi takole: saj je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi, namreč ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Tukaj ponovno pravi Božja beseda. V tem je izpolnjena vsa postava, v tem so izpolnjena vsa pravila, v tem so izpolnjeni vsi zakoni, ki obstajajo na tem svetu, si upam mirno reči. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Veliko ljudi ne ljubi sebe. Kako da potem ljubil svojega bližnjega? In jaz si bom reči, če ne dovoliš, da Božja ljubezen se dotakne tvojega srca, ne ljubiš samega sebe. Ne želiš sebi dobro, ker Božja ljubezen je dobrotljiva. Razodetju 3:19, zadnji knjigi Svetega pisma. Razodetje 3:19. Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim. Bodi torej goreč in se spreobrni. Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim. Bodi torej goreč in se spreobrni. In vse, kar lahko mi storimo do Božje ljubezni, da jo sprejmemo. Bog je ne more vsiliti. Ona je tako že darovana, ona je že tako odprta za mene in tebe. Ampak želi, da v mojem in tvojem srcu dovolimo, da Bog svojo ljubeznijo
izpolnjuje naša srca. In tu pravi, kličem vas, karam vas, opominjam vas. Brez Božje ljubezni ne boste preživeli. Brez Božje ljubezni človeštvo propada. Brez Božje ljubezni se rušijo človeški odnosi. Vzgajam, želim vas spremeniti, želim vam dati nekaj novega. Bodi goreč. Povej svojem srcu, želim, hočem to Božjo ljubezen. Želim, Bog, da me spreminjaš. Želim z Božjo ljubeznijo vplivati na mojo družino, na moje sosede, na moje sodelavce. Ja, če pa ne gre, se me noben ne posluša. Če si mi ne poslušamo Božje besede, Bog ne pravi, ljubi vse, ki te ljubijo. Mi smo prebrali, ljubi svoje sovražnike. Pomislimo, da se nekega dne zjutraj zbudimo in izpolnjen si z eno popolno Božjo ljubeznijo. In naenkrat se prebudiš in imaš čutek, vse ljubim. Srečaš moža, mož, ljubim te. Naenkrat viš, pa mož je postal drugačen. Nimaš več nobenega bremena, nobenih težav, prideš, se srečaš s sosedom, sosed, kako si? Ti ga ljubiš. Si lahko predstavljam, kaj bi se zgodilo. Vse bi postalo drugačno. In Bog želi to spreminjati v naše življenje. Želi delovati. Ne želi, da obupamo. Želi, da razumemo, kaj je Božja ljubezen. In znova in znova, Bog, ko bom to in to izpolnil, potem imamo en mir v srcu, nekako smo odložili občutek krivde, zdaj me Bog ljubi. Ne, mi moramo razumeti, Bog me ljubi prav takšnega, kot sem. Mogoče sovražiš celi svet, ali Bog te ljubi. Mogoče si se v tem jutru skregal s svojo ženo, Bog te ljubi. Mogoče ti vsak dan gre na živce tvoj sosed, Bog te ljubi. Mogoče z nekom leta ne govoriš, Bog te ljubi. Ali vabite, kličete, da mu dovoliš, da se s svojo ljubeznijo dotakne mojega in tvojega srca. Bog ljubi vse. Bog ljubi vse grešnike. Bog ljubi morilce. Bog ljubi najbolj nemoralne ljudi. Mi veliko ljudi predalčkamo. Ta je takšen grešnik, ta je takšen. Kaj vse bo še prišlo v človeško misel? Ali veste kaj? Bog ljubi vsakega. Tudi istospolno usmerjene Bog ljubi. Ali Bog želi in kliče vsakega k sebi, da mu razodene svojo ljubezen. Da mu razodene svojo ljubezen. Kaj ti le tedaj
obstaja upanje. Le tedaj obstaja, da se v človeškem srcu nekaj spremeni. Sprejmimo Božjo ljubezen. Kdo želi sprejeti? Kdo je že sprejel, pa želi še več razodetja Božje ljubezni? Jezus, mi smo pred tabo. In hvala ti za Božjo ljubezen. In naša srca ti odpiramo. In hvala ti, da ljubiš vsakega grešnika. Da ljubiš vsakega človeka. In da se želiš svojo ljubeznijo dotakniti naših življenj. Da nam želiš odpustiti, da nam želiš osvoboditi in da želiš dati eno srce, katero resnično želi ljubiti.